Gre za precej širok spekter, tako da bom danes predstavil zgolj segmente posameznih teh delov. Največji del bo namenjen velikim demografskim spremembam, ki so se zgodile v drugi polovici prejšnjega stoletja, torej v času 1945-1991, ki so vplivali ali pa so na nje vplivali najrazličnejše stvari, nekako pa bomo, kakšne so stanje, pa bomo videli nadaljevanje. Na demografske spremembe seveda vpliva več različnih faktorjev. Demografske spremembe v smislu števila prebivalcev ali pa njegove strukture. Vplivajo faktorji v smislu spremembe števila prebivalcev seveda rodnost, podaljševanje življenjske dobe in priseljevanje. Tudi v slovenskem prostoru so ti elementi vplivali na te spremembe, vendar ne sočasno, pač v različnih dimenzijah v različnem časovnem obdobju. Če tole te stolce seštejemo, vidimo, da je leta 1948 na slovenskem prostoru živelo 1.439 oziroma skoraj 1.440 prebivalcev, 43 let kasneje, torej po popisu 1991, pa že blizu 2 milijona, torej 1.966 tisoč. V prvih letih je to število prebivalstvo naraščalo tako iz razloga še zelo visoke ali pa precej visoke rodnosti. Letno se je recimo v letu 1953 rodilo še približno 36 tisoč otrok, potem je v nekaj letih do konca desetletja padlo za približno 8 tisoč, potem nekje med 1960, 70 in 80 leta je bila ta rodnost nekje med 26 do 30 tisoč, potem začne pa stvar rapidno upadati, da recimo v najnižjih številkah pred leti padla kar precej po 20 tisoč rojstev na leto, tam med 17 in 18 tisoč, zdaj je neki blagi, neki zopet navzgor. Kar pomeni, da se je nekako v pol stoletja rodnost prepolovila. Tole je tabela, ki prikazuje, oziroma grafikon, ki prikazuje strukturo prebivalstva po spolu. Vidimo, da so ženske ves čas številčno prevladovale, se pa je njihov delež rahlo spreminjal, oziroma preprosto rahlo se je ves čas manjšal, kar recimo pokaže tudi tale grafikon, razmerje med številom moških in žensk. Torej, žensk je bilo v začetnem letu razmerje 1,13 ženske na enega moškega, potem se stvari stabilizirajo na relativno nizko razliko 1,05, 1,06 ženske na enega moškega. Razlike so seveda bile zaradi marljivosti moških, ki je bila v določenem segmentu višja. Kasneje pa seveda današnja stanje te razlike je v glavnem rezultat daljše življenjske dobe žensk. Ostali elementi vplivajo v mnogo manjšem deležu na to stanje. Naslednji zanimiv podatek je povečevanje starosti slovenskega prebivalstva v tem času od leta 1948 do 1991. Rumena srednja črta je povprečje za vse prebivalstvo, na tem, ko so modri fanti in rdeči so deklice. Kot vidimo, je povprečna starost že v začetnem merjenju bila nad 30 let, vendar pri moških ne. Pri moških še leta 48 in 1993 je starost povprečna še po 30 leti in se potem, tako kot ženska zlagoma dviguje, vendar se ženska dviguje bolj. To nam kaže tale grafikon, kjer na desni strani vidite številki, ki kažejo starostno razliko povprečno stare ženske in povprečno starega moškega v Sloveniji in vidimo, da iz začetnih 1,9 let povprečno starejše ženske pridemo od leta 1981, torej celo zadnje desetletje pred razpadom Jugoslavije, je ta razlika že
3 leta in pol. Zopet seveda povezana predvsem z daljšo življenjsko dobo, ki jo doživljajo ženske. Naslednja stvar, ki nas lahko zanima v zvezi z demografskimi spremembami, so spremembe v starostni strukturi prebivalstva. Tole starostna struktura prebivalstva, kumulativno, torej vse prebivalstvo, od let 48 do 1990. Trendi, ki jih vidimo, seveda najbolj izraziti je torej starostni skupin najbolj opredelitev. V statističnih publikacijah so neke možnosti, da se v starostni skupini nad 60 let pojavi še možnost posebej nad 65, vendar, ker poznamo starejše podatke, ker so v glavnem približno na dekade gredo neke skupine, sem se tu zadržal in pustil pač to mejo 60 let. Kot vidimo, v izhodičnem letu je mlajših od 19 let skoraj 40%. Starejših nad 60 ima skoraj 11. Vse ostalo, vendar nad polovica prebivalstva je prebivalstvo recimo temu v tej srednji dobi, ne bom zdaj govoril o ali so to aktivni ali neaktivni, ker je to druga kategorija, torej v starostni skupini od 20 do 59 let. Vidimo, težko rečemo neko stalno naraščanje starejšega prebivalstva, ker so pač neki vplivi, ki izkazuje, da včasih pride do kakega odklona navzdol, kot recimo to naredimo 71, ima upad. Ampak tendenca, ki pa jo zagotovo vidimo in je ves čas res negativna, pa je upadanje deleža mlajšega prebivalstva. V povprečju vidimo mlajše prebivalstvo padlo za približno oziroma za nekaj več od 10%. Stvari so mnogo bolj zanimive, če primerjamo, če ločeno gledamo moški in ločeno gledamo ženski spol. Zdaj, preprosto, trikotnik navzdol so mlajši, so starejši, so mlajši. Trikotnik navzgor je starejša populacija, oziroma kvadratek je pa srednja skupina, ki smo jih že prej videli. Zopet lahko vidimo tendenco rasti in padanja pri mlajših in starejših. In relativno interesantno zamenjavo položaja med moškimi in ženskami pri srednji skupini prebivalstva. Ženski po starostni skupini tako mi manjka, zdaj ni jasno, kako se to zgodilo, ampak skupina žensk nad 60 let vidimo, kako je stvar zelo močno porasla. Delež žensk v starostni skupini nad 60 let izrasla iz malce pod 12 na skoraj 20%. Pri moški populaciji je ta porast iz nekaj nad 10 na nekaj nad 12% znotraj populacije. Starostna skupina žensk v dobi od nič do 19 se primerljivo zmanjša tako kot moška. Pri moških bi opazili, da je v bistvu preskok iz mlajše populacije, torej do 19 let, bil prevladujoče, oziroma ta se predvideva, da je prevladujoče v srednjo dobo, kar jasno je povezano s tem, da živijo mlajšo staro, zato ker starejši skupini manj. Pri ženskah pa to gre za premik, videti morda bolj intenziven celo v starejšo skupino nad 60 let. Naslednja stvar, ki je v zvezi s prebivalstvom zanimiva, je spremljati, kaj se je dogajalo z prebivalstvom glede na njegovo položaj v smislu aktivnosti prebivalstva. Tu ločimo nekako običajno dve skupini. Prva skupina je aktivno prebivalstvo, to je prebivalstvo, ki ima nek dohodek, tekoč dohodek iz svojega dela. Lahko gre tukaj tudi za osebe, ki recimo trenutno nimajo dela, so pač na borzi dela iščejo delo. Posebej z lastnimi dohodki so prevladujoče osebe, ki dobivajo dohodek iz preteklega obdobja, kot torej renta, pokojnina
invalidska pokojnina. Ta smisel dohodkov so osebe z lastnimi dohodki. Vzdrževane osebe so osebe, ki so ali mlajše od 14 let, oziroma, če gre za otroke, torej osebe, ki so nepolnoletne, pa že starejše od 14 let, se jih šteje med vzdrževane, če se še šolajo. Pričemer se v različnih dobah ta čas se malce podaljšval, lahko je bilo to do 23, lahko do 26. Potem vzdrževane osebe v prvih obdobjih so vzdrževane osebe poleg otrok tudi ženske, vendar velja zgolj za tiste, ki so soproge ljudi, ki so v delovnem razmerju, ne na kmetih. Na kmetih se ženske, ki delajo na kmetiji skupaj z možem, štejejo kot aktivne. Enako velja tudi otroke, ki so na kmetih in se ne šolajo, pa so stari, ne vem, 15-16 let. Se šteje že za aktivno populacijo. Zdaj, v glavnem številčnem smislu vidimo pravzaprav aktivno prebivalstvo ves čas narašča, osebe z lastnimi dohodki tudi ves čas naraščajo, vzdrževano pa sprva še rahlo narašča, na to pa se začne padec. Seveda, vzdrževano se zmanjšuje iz razloga, manjša se naravni prirast. Vse je rojenih in iz tega je priliv v skupino vzdrževanih zmeraj manjši. Zavedati se pa moramo tudi situacije, da iz vzdrževanega mišljeno na otroke in mladoletne prehod v aktivnost ni generacijsko mišljeno 100%. Odvisno, koliko otrok se šola, toliko jih pač izpade iz takojšnjega vstopa v aktivno obdobje. Recimo neke analize pravijo statistike iz začetka 70-ih let, mislim, da je publikacija družbene razvoja SRS, da se šola približno 45% mladine v srednji šoli, 10% približno gre na fakultete. To je, ta del bazena ne gre takoj v aktivno dobo, pač pa se to stori z zamikom. Zanimivo je seveda ta, ki pa pokaže nekaj drugega kot zgolj naraščanje številk, koliko je v kateri skupini. Grafikon kaže spremembe deleža skupine v celoti. In tu pa opazimo veliko spremembo pri osebah z lastnim dohodkom, kar so prevladujoče upokojence oziroma v manjšem deležu so to neke osebe, ki niso bile nikoli v aktivnem razmerju, ker so seveda tudi ženske zaposlene. Leta 1953 je ta rdeče polje pomeni 7% prebivalstva. Zdaj, leta 1991 je ta številka 23%. To se pravi, 23% jih je v skupini z lastnimi dohodki. Podobno vzdrževano, videli smo sicer številka ni tako izrazito spreminjala se, vendar delež vidimo pade iz več kot 45% na pod 30%. Tole so zdaj številke, torej koliko jih je po številu v posamezni skupini postavljeno v indeks, ki nam še bolj izrazito pokaže, kako se recimo spreminjal delež oseb z lastnimi dohodki, kjer je indeks od leta 1953 do 1991 4,73. Delno recimo se da tudi v kakšnih statističnih ali pa podobnih publikacijah delno opozarjanje na to opaziti že recimo v 70-ih letih, ko opozarjajo, da je število aktivnih na enega upokojenca bilo recimo v sredi 60-ih let še prek 4:1, v začetku 70-ih let ali pa proti sredini 70-ih let pa je že padlo na manj kot 4, to se pravi, je bilo že, mislim, na nekje 3,5 na enega, ne bi zdaj v današnjem številju. No in še en grafikon, ki nam prikazuje spreminjanje tega deleža. Ta grafikon pa kaže, kako se je delež gibal glede na prejšnjo obdobje, kar seveda pomeni, da vidimo, kako so se stvari intenzivno kdaj spreminjali. Vidimo, da se je aktivno prebivalstvo relativno rahlo premikalo od
od desetletja do desetletja malce navzdol, malce navzdol, vidimo, kako intenzivno, približno po 2-krat je večji padec deleža vzdrževanja oseb vsakič in kako osebe z lastnimi dohodki sicer sprva počasi so naraščale, potem je bil nekaj večji skok do začetka 70-ih let, potem relativno mirno, celo manj kot v prejšnjem obdobju, približno za 2% se je stvar spremenila do leta 1981 in pa potem precejšen odskok za 10% sprememba med leti 81 in 91. Zdaj še nekaj o okvirih, ki so omejevali, oziroma v katerih so se stvari dogajale na drugi ravni, pravzaprav, na nek način, čeprav mora biti po moje interakcije tukaj. Po letu 1945, kar se tiče upokojevanja, recimo kot enega od elementov, ki zanima starejšo generacijo, to je predvsem obdobje zelo velikih, pogostih sprememb, ki se dotikajo v bistvu največkrat vse populacije hkrati. Vse populacije hkrati, ter se dotikajo tako plačevalcev kot prejemnikov, torej tako zavarovancev, kot tistih, ki prejemajo pokojnine. Spremembe so šle v prvi fazi v poenotenje sistema. Danes smo že slišali, kako so bili sistemi različni za različne segmente zaposlenih. Sprva še nekaj časa govora o uslužbencih in o delavcih, kasneje samo še o delavcih. Različni sistemi organizacijskem smislu, centralizacije, decentralizacije in različne spremembe povezane z principom vplačevanja, ali se vplačuje v sklade ali kasneje v nek centralen, pravzaprav direktno v proračun. Do tega, da je sprva v smislu zakona, stvar še vedno v enem samem zakonu, so najrazličnejši segmenti socialne politike, torej tako pokojnine kot zdravstvo, oziroma bolniške, kot včasih rekli, da bi se potem od 50 let stvari ločile, je pokojninska zakonodaja ena stvar, zdravstvena zakonodaja je druga stvar. Mogoče, kaj se je vplivalo na upokojevanje, seveda gre za določila o pogojih za starostno, za invalidsko ali za družinsko pokojnino, kakšni so pogoji za minimalni pogoj pridobitve tega dohodka. Pogoste so bile spremembe, predvsem kaj in kako upoštevati pri izračunu pokojnine. Koliko upoštevati za delavčev dohodek, neposredno njegov dohodek, oziroma iz dohodka izhajajoča vplačila, koliko je pomembno, kaj je on po poklicu, po domače povedano, in koliko je pomembno, kakšno delo je on pravzaprav, delo kot katero delovno mesto. Stvari se premikajo, včasih imamo bolj pomembno elemente plača, včasih je bolj pomembno kvalifikacija osebna, včasih je bolj pomembno delovno mesto, ki ga opravlja zelo različno. Pogoste pa so ob teh spreminjanjih vedno popravki za nazaj zaradi želje po izenačevanju pokojnin. Ker seveda, če ti zamenjaš kriterije, potem so razlike lahko hitro rapidne in potem so trajne. Zato so jih pogosto vedno z nekimi popravki popravljali. Od konca 50-ih let pa je zanimivo začnejo poudarjati, da je v zvezi z invalidninami, oziroma invalidsko pokojnino, treba misliti ne zgolj na neko finančno kompenzacijo invalidnosti, pač pa tudi na poskuse rehabilitacije, tako zdravstvene kot tudi delovne rehabilitacije v smislu, kako invalido osebo zaposliti in na koncu pridemo do tega, da zakonodaja zahteva, da je v podjetju toliko mest, kjer je moč zaposliti invalida in jih je treba zaposliti. No, še nekaj zanimivosti za konec. Po določilih iz leta 1958 pri zaposlenec, ki bi se reaktiviral, obdržal, da je odvisno od deleža reaktivacije, del ali pa polno pokojnino. Imamo malo asociacijo, kaj se dogaja tudi pred kratkim.
do malce nerodnega, ampak za tisti čas očitno popolnoma normalnega. Ne? Če bi se reaktiviral pokojni vojak, službenec notranjih zadev, bi bili njegovi dohodki oziroma njegova pokojnina bi bila boljša. Veljavno za tisti del, ko bi prejemal zgolj del. Ne? Bi bila boljša, če bi se aktiviral pač nek navaden upokojenec. Gre pa za aktivacijo v civilno sfero. Vojak se ne more aktivirati nazaj v vojsko ali pa policaj. Ali pa recimo tale, ki pravi, da nekdo, ki bi imel pogoje za upokojitev, vendar se ne bi upokojil, bi se mu bil v bistvu nagrajevan z vsakim dodatnim letom delovne dobe, ki se mu pokojnina lahko zvišala za 5%. Zdaj, znam biti, da so videli, da to ni finančno vzdržno, ker je relativno malo prišlo do zvišanja na 3. Ampak, no in recimo še na koncu sem si vzel malo časa, da sem malce polistal knjige, ki so išle ob posameznih kongresih ZKS od 3. naprej. Gre običajno za knjige, kjer je objavljen vodni referat predsedujočega, kakokoli se je že po funkciji imenoval, CK ali česarkoli že, in pa resolucije, ki so jih pač sprejemali. Zdaj, kot vidimo na prvih dveh, v bistvu ni nič, torej ni besede o starejših, o pokojninah. Na 5. kongresu, to je že sredi 60. let, vidimo, gre zgolj za eno tabelo o številu aktivnih in o številu upokojencev, so že videli, da število upokojencev narašča, oziroma aktivnih, je sicer številčno še vedno veliko, ampak delež je pa začel padati. Na 6. kongresu v poročilu CK-ja govorijo tam pri socialni in zdravstvu, običajno so tja uvrstiti pokojnine, se je tam to omenilo, je nekega govora o težkem položaju pokojnin, oziroma nizkih. V resoluciji pa zopet seveda z veliko leporečjo opozarjajo na to, da se bomo borili, tako kot vidimo, potem recimo tudi za 7. ali pa za 9. kongres, da se bomo borili za to, da bo socialni položaj starejših generacij ugodni in da bo celotno družbeno delo k temu prispevalo. V uvodnem referatu predsedujočega Franzeta Pepita leta 82 pa starejše generacije recimo ne omenja pa mlajše, kadarkoli pa mlajše omenjajo v teh tekstih, gre pa zgolj seveda v povezavi s šolo, z šolskim sistemom ali čim podobnim, ne pa kot, ne vem, eksplicitno napiše na mladi svet tujine, ampak seveda pod tonu pa videli gotovo nekaj podobnega lahko trdili. Hvala lepa.